Pozdravljeni v oddaji Poslovni ritmi, oddaji za vzpodbujanje inovativnega poslovnega mišljenja. Pod pojmom inovativnost še vedno prepogosto razumemo samo tehnološke inovacije. A ne pozabimo, tudi do njih ne bi prišlo, če v podjetju ne bi bili vzpostavljeni inovativni poslovni procesi. Ti podpirajo nastanek in uresničevanje tehnoloških inovacij. Prav tako se novosti ne bi tako učinkovito uveljavile na trgu, če se zadaj ne bi skrivali informacijski, komunikacijski in prodajni sistemi. Tudi danes se bomo sprehodili skozi model 8+1 ključnih poslovnih odnosov. Ti določajo edinstvenost vsakega poslovnega sistema kot edinstvenega organizma. Obenem so učinkovito orodje za razvoj lastnih sposobnosti in inovativnosti. Ključni poslovni odnosi so: v vsakem poslovnem sistemu poznamo 4 ključne notranje odnose, ki odgovarjajo na vprašanje, kako bo podjetje funkcioniralo, odgovarjalo, se odzivalo, delovalo. In 4 zunanje odnose, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj. Torej, kaj je tisto, kar pravzaprav podjetje mora delati? Kaj bo zunanji svet opazil, cenil in nenazadnje bil pripravljen plačati? Notranji odnosi imajo mehek naboj in jim lahko tudi rečemo, da imajo jing energijo, medtem ko zunanji odnosi predstavljajo energijo yang. Danes si bomo podrobneje pogledali odnos do vizije in poslanstva. Odnos do vizije in poslanstva se velikokrat zanemarja v poslovnih sistemih. Vidimo ga kot potreben začeten tekst na začetku letnega poročila ali nekega propagandnega materiala. Pa vendar ima v sebi veliko močnejši naboj. Kajti prav poslanstvo definira steber poslovanja. Pove nam, kaj je tisto bistvo, zaradi česar podjetje pravzaprav obstaja. In vse ostalo, vse naše aktivnosti, vsi naši cilji, vizije in nenazadnje tudi strategije se vežejo na naboj tega stebra, na poslanstvo poslovanja. Torej je izredno pomembno, da vsak zaposlen razume, kakšno poslanstvo je in da seveda uskladi svoja lastna interna poslanstva s poslanstvom podjetja. Šele takrat, ko dosežemo to veliko interakcijo in povezljivost med posamezniki in podjetjem samem, takrat imamo zgodbe o uspehu. Litostroj v Litki je eno izmed pomembnih podjetij, ki je nastalo na pogorišču starega Litostroja. Po njem so podedovali dolgo kilometrino znanja in izkušenj na področju livarstva. Velikosti pa so se morali naučiti. Njihovo podjetje je eno izmed 5 globalnih podjetij, ki proizvaja odlitke velikanskih dimenzij za energetske naprave. Njihove turbine, lopatice lahko tehtajo vse tja do 60 ton. Čeprav njihovi izdelki temeljijo na livarski tradiciji Litostroja, pa se kot samostojno in prodorno podjetje uveljavljajo šele zadnjih nekaj let. Svoje kapacitete pa imajo že razprodane, celo za nekaj let naprej. Litostroj v Litki so zgodba v slovenskem prostoru, na katere je lahko pravzaprav ponosna tudi Evropa. Čeprav o njih v javnem življenju ne slišimo veliko, pa vendar. Za vami v zadnjih letih so odlični gospodarski dosežki. Kako je do te zgodbe sploh prišlo? Kje se je začela zgodba Litostroj v Litko? Torej, naše podjetje pač izhaja iz Litostroja oziroma Titovih zavodov Litostroj in trudili smo se po najboljših močeh, po izgubi tržišča, tudi izgubi notranjega tržišča, propadu podjetij litostrojskih, ki so bili kupci te livarne, smo se trudili, da smo našli alternativne programe in tržišča zunaj Slovenije, ter z vztrajnostjo, ki jo jaz postavljam na prvo mesto, tudi uspeli, preživeli in mislim, da kar dobro poslujemo. Kaj je pravzaprav vaš proizvod? V glavnem je turbinski in črpalkarski program. Naš proizvod so ključne komponente za te stroje, to pomeni
srce turbine, gonilnik, ki poganja generator, ali ohišje parne turbine, ali ventil, regulacijski ventil za parno turbino, ali ohišje črpalke, ali rotor črpalke. Samo to so produkti, na katere smo osredotočeni. To je mnogo več, kot je kdajkoli stari litostroj proizvajal. Kako je prišlo do tega zasuka, da ste se usmerili, oziroma kdaj je prišlo do tega zasuka, da ste se usmerili v proizvode z višjo dodano vrednostjo? No, mi smo morali pač v štartu vzeti vsako delo, vendar je bilo z povprečno pozornim spremljanjem rezultatov jasno, da z vsakim delom ne bomo preživeli, tako da smo začeli intenzivno čistiti program že leta 1993, takoj potem, ko smo en nabor tujih kupcev dobili, najprej iz Italije, potem iz Avstrije in tako naprej iz sosedstva. Tako da smo potem se oklenili te naše tradicije, ki je sicer v tej tovarni pomenila mogoče prej 20-30% proizvodnje, to je turbinska proizvodnja, ki je bila pretežno za potrebe litostroja. Smo se oklenili tega in smo rekli, dajmo iz tega narediti naš glavni program. Ali se je tako rodila vizija? No, prvi prebliski takrat so bili taki, se pravi v to smer in smo tudi potem uspeli že v tistem litostroju, ko smo bili še vsi skupaj, ki je bil v težavah pred privatizacijo in tako naprej, smo mi že takrat uspeli tudi na tehnologiji nekaj narediti. Ukinili smo sivo livarno in štartali smo investicijo v AOD napravo, pa ni bilo od kje denarja vzeti, ampak smo kljub temu šli v to investicijo, ki je sicer potem nismo mogli zagnati, ker nismo imeli sredstev, ampak smo naredili en pomemben korak, ki se nam je kasneje obrestoval in seveda na samem tržnem delu smo pa takoj zelo intenzivno kontaktirali vse kupce, ki smo jih pač poznali iz tega segmenta turbin, tako parnih kot plinskih kot hidro po celem svetu. Na katerih vrednotah ste gradil to zgodbo o uspehu? Ja, mene je motiviralo predvsem to, da sem pri ljudeh, pri zaposlenih videl, da so oni zelo pripadni podjetju, da imajo zelo radi svoje delo, svoj poklic. Mene je to spodbujalo in čutil sem odgovornost kot relativno dobro izobražen. Že vedno prej, ko smo bili še na fakulteti, sem jaz vedno rekel, en inženir, en visoko izobražen človek mora biti sposoben 200 ljudi preživeti. Tako da je to nekako... Se pravi, temeljili ste na pripadnosti. Na pripadnosti, recimo jaz sem pa po naravi dosti ustrajena in tudi, bi rekel, čutim eno odgovornost, če mi pomagajo, potem bom jaz tudi pomagal. Tako da nekako smo pri vseh peripetijah z kolektivom ujeli ritem, nismo mogli dajati rednih plač in tako naprej, ampak jaz sem vedno najdel z ljudmi dogovor, tako da nismo imeli v tem podjetju od leta 1994 nobenega štrajka. Se pravi, pripadnost, vztrajnost, sodelovanje in gotovo tudi znanje. In kako se je skozi ves ta čas potem spreminjal vaš način vodenja? Ja, moj način vodenja je bil najbrž v začetku dosti neboglena in pač jaz sem namreč v enem trenutku leta 1995 pač po nekajkratni menjavi direktorja, ki je bil nad mano, je tudi meni malo prekipel, pa se rekel, zdaj pa bom jaz vzel tole v roke ali pa grema, tole več, vedno je prišel eden, ki ni prav dober vedel, pa rabo en cajt, da se uvede in tako naprej. Prinesel nekaj dobrega, ampak spet smo imeli težave druge. Tako da nekako so se potem z dr. Duhovnikom dogovorila, da jaz prevzamem, pa sem bil izredno prestrašen, ker nisem imel nobenih takih ekonomskih osnov, da bi znal bilance brati ali karkola. Ste imeli dvome?